Evropske volitve so pred vrati, čez nekaj ur se začenja volilni molk. Pogledali si bomo, kako je potekala kampanja in kaj nas čaka v nedeljo. No, medtem je Slovenija tudi priznala Palestino, Tina Gaber pa je Denisu Avdiću dostavila helikopterje. Očitno je večerni pogovor z njenim zalegel. Gledate Odmev tedna, dogajanje bo tokrat za vas komentirala Peter Mrše in dr. Žiga Turk, kolumnist in profesor. Pozdravljeni. Dober dan. Torej, pred 5 leti ste bili aktivno del te kampanje za evropske volitve, bili ste kandidat na listi, tokrat ne, jo spremljate bolj, lahko rečeva, neobremenjeno, po čem vam ostaja tokrat v spominu ta kampanja, oziroma kje vidite razlike morda s tisto pred 5 leti? Kaj pa vem, morda zato, ker sem bil takrat vključen, morda tudi zato, ker zdaj gledam bolj oddaleč, imam občutek, da se je še malo bolj poneumila ta kampanja. Veliko število udeležencev na teh soočenih, kratki odgovori, enovrstičnice, spraševali so voditelje te ljudi o nekih mnenjih, bilo je neko tekmovanje v krepostnosti, v tem, kdo bo kaj lepšega povedal, lepšega obljubil. Malo ali nič pa o tem, kaj so ti ljudje že naredili, zakaj stojijo, po čem jih poznamo. Obljubi lahko vsak karkoli. Obljubljamo in imamo mnenja in izkazujemo svoja prepričanja na X-u, na drugih družbenih omrežjih, pravzaprav vsi. In človek bi si želel, da bi bila ta kampanja nekaj bolj poglobljena, da bi dejansko se bolje izkazalo, s kom imamo opravka, pa tega mediji niso naredili in tako so imeli pravzaprav vsi enaka izhodišča. Tudi zato, ker je bila stvar tako plitva, ker je bila tako površna, sem gledal pravzaprav zelo malo teh soočenj. Boljša diskusija, kvalitetnejša diskusija, bolj globoka diskusija se je odvijala med ljudmi, ki sploh niso bili kandidati na družbenih omrežjih. Nekomu je bilo v interesu, da to kampanjo, ko bi rekel, dump down, poneumi. Komu? Kje vidite, recimo, je tukaj šlo za prav načrten, rekel, medijski projekt, da se to, ali to zgolj nekako po inerciji gremo v to smer, kako to ocenjujete? Jaz mislim, da se nam ni treba pretvarjati o tem, na čigavi strani so mediji ali pa na čigavi strani je velika večina medijev in na kateri strani bije srce veliki večini vseh novinarjev, to se mora nekje poznati. Seveda, taka plitvost koristi plitvim kandidatom. Koristi kandidatom, ki do zdaj nimajo česa pokazati, ki se jih po ničemer ne spomnimo, ki niso v življenju pravzaprav ničesar naredili. In škodi tistim, ki bi za neko svojo preudarnostjo, za neko kilometrino, za nekimi dosežki, lahko ljudi prepričali, da so pravzaprav oni pravi kandidat za te volitve. No, mogoče bomo o tem še rekla kaj kasneje, ni pa to glavni problem te kampanje. Zdaj, jaz sem nekoliko več spremljal, rekel, ta soočenja. Če bi potegnil neko sintezo, se mi zdi, da v ospredje, zdaj, poleg tistih balastnih tem, ki sploh niso evropske, ampak če pogledamo tisto, kar nam ponujajo, recimo, kar smo lahko izluščili od ponudbe, pravzaprav nam leva stran ponuja više davke za tako imenovani zeleni prehod in odprte meje brez nadzora, praktično nekontrolirane migracije. Na drugi strani imamo slovensko desno stran, ki je ironično pravzaprav v Evropi del sredinske skupine, ali pa recimo zelo rahlo desno-sredinskem krilu, Evropske ljudske stranke, ki je sicer dokaj sredinska, na katerih krilih celo bolj levo gre, na katerih bolj desno. In nam ponujajo pravzaprav recimo nekaj smiselen zeleni prehod prek inovacij, ne prek dodatne birokracije in pa spet moderirane migracije, torej ne zdaj zaprtja, ne zdaj popolnega hermetičnega zaprtja, ampak da nekako stvari potekajo kontrolirano, nadzorovano in po nekih zakonitih postopkih, ne pa prek tihotapcev. Zdaj, to se mi je neka glavna dilema bila zares v tej kampanji, ali se motim? Jaz nimam občutka, da bodo ljudje odločali na podlagi tega, kaj lahko pričakujejo teh poslancev pri teh evropskih temah.
Dejansko je šlo tistim, ki so te kampanje vodili oziroma ki se borijo za to, da bi njihova stran dobila dovolj glasov, zato da so izvoljeni poslanci, ki bodo potem dvignili roko za to, da bo Bruselj še naprej neko tako središče različnih voknjenih politik, različnega signaliziranja takih in drugačnih kreposti, da bo Bruselj še naprej središče neke v narekovaju, velikem narekovaju neke moralne moči, demokratičnosti, da bo Bruselj središče nekih zelenih politik, da bo Bruselj središče neke mehke moči, o čemer se je zadnjih 20 let veliko govorilo. In vse to vodi Evropo v zelo slabo smer oziroma v prepad, v podrejenost svoje okolici. Tisto, kar Evropi manjka, je trda moč, tisto, kar Evropi manjka, je vojaška moč, tisto, kar ji manjka, je, da bi se jo okolica, ne bom rekel bala, ampak da jo bi vsaj spoštovala, respektirala, da se ne bi upala početi česarkoli na njenih mejah, ali južnih ali vzhodnih. Potrebuje kot vsaka država, pravzaprav tudi kot vsak, ne vem, gospodar, kontrol nad tem, kdo vstopa, kdo izstopa. In te teme so bile v ozadju. Te teme v Sloveniji so bile v ozadju, v Evropi ne toliko, zato jaz vseeno pričakujem, da v globalu se bo Evropski parlament nekoliko streznil in bo več posluha za tiste politike, ki so potrebne, ki so koristne, ki niso, bom rekel, neki hobi projekti, ki mogoče je fajn, da jih imamo, ampak se pa da zdržati brez njih. Skratka, da se bodo vse inštitucije Evropske unije bolj ukvarjale s tem, kako narediti to unijo tako, da bo, kot pravi Prešeren, strah sovražnikov. Pa ne, da bi mi hoteli koga napasti, ampak zato, da drugi nam bodo dali mir. Tako da Slovenija je pa tukaj, bom rekel, posebna težava. Upam, da bodo rezultati drugje v Evropi tisti, ki bodo obrnili ta trend v bolj pravo smer. No, ravno to je zanimivo. Veliko smo slišali več Evrope, močna Evropa. Tudi v teh soočenjih pogosto slišimo močna Evropa. Iz besed v naslednji repliki, iz besed istega kandidata pa razorožitev, dajmo denar stran od orožja, nehajmo kupovati orožje, gremo v zeleni prehod, ne bomo več krepili gospodarstva. Kako gre ta kognitivna disonanca pravzaprav skupaj? Gre zelo dobro skupaj ob površnih volivcih, ki iščejo oziroma si zapomnijo, da so slišali med tem, ko so imeli prižgano televizijo in so kuhali večerjo ali pa obešali perilo ali pa bili na računalniku in brskali po TikToku in Instagramu in tako naprej. Zapomnijo si, da so slišali neke prave besede in močna Evropa je seveda fajn beseda, zeleni prehod je tudi fajn beseda, solidarnost je tudi v redu beseda, ne gredo pa te stvari seveda skupaj. Če mi govorimo o močni Evropi, potem seveda hočemo, da je industrijsko močna, da je sposobna naštancati tiste granate, ki jih Ukrajina potrebuje, ne da jih praskamo iz celega sveta, da ima neko industrijo, ki po produkciji vojaškega materiala lahko parira ruski in kitajski. In to je čisto nekaj drugega kot neka močna Evropa, ki bo močna v tem, da bo predpisovala zeleni prehod, da bo močna Evropa v tem, da bo predpisovala, da morajo imeti zamaški tiste dva kabelčka, ki preprečujeta, da bi človek udobno odtrgal zamašek in podobne stvari, ki se bo vtikala v to, ali je v madžarskih učbenikih dovolj LGBT vsebin. Ne rabimo močne Evrope zato, rabimo močno Evropo zato, da zavaruje svoje meje in da projicira v svojo okolico dovolj neke vojaške moči, da imamo mir. To je velika zabloda vseh teh idealistov, bom rekel na levi, ki pravijo, če se bomo pa razorožili, bomo imeli pa mir. Nikoli ni še to. Nikoli ni še to delovalo. Žal je svet tak, da šteje moč, da šteje trda moč
in brez trde moči lahko samo, kako bi rekel, se pretvarjaš, ne, da je tam nekje kislo grozdje. Ne, da vse tega si pa v resnici ne želimo. Ne. Kar naj pride Rusija nazaj na meje Varšavskega pakta, sej, Ampak ravno to ukrajinsko vprašanje je precej krojilo, ne, in pravzaprav sodeč po velikem številu kandidatov, ne, pravzaprav bi mi predali Ukrajino Ruski federaciji, ne, nehajmo jo podpirati, ne jo Rusija pregazi, ne, potem bo mir. Ne. Zdi se, kot da se nekako vračamo v tiste čase, bom rekel, 30 let prejšnjega stoletja, ne, ko se je reklo, dobro, pa naj Hitler dobi Avstrijo, ne, da bo mir, pa naj dobi Češko, pa bo mir, ne, pa naj dobi Poljsko, pa bo mir. Ne. Tukaj je nekaj strančic našlo neko nišo, ne, namreč odkrito se jaz bojim, da bi velika večina teh strank, ki so levo od pomladnih, imela natančno isto stališče, če ne bi bile to vladne stranke in če jih ne bi v Evropi mečkeno vzeli v roke in jim razložili, da so pa tukaj neke stvari, ki so pomembne za celo Evropo, ki so nas bi opozorili, da smo člani konec koncev NATO, Zahoda in tako naprej. In si s tem ne upajo na, kako bi rekel, na velika vrata. In nekako mlačno podpirajo, vsaj kar se javne podpore tiče, mlačno podpirajo Ukrajino oziroma so mlačno na neki evropski liniji, kar se tega tiče. In to nišo so potem izkoristile razne resnice in podobni, ki so pač nagovorili tisti sentiment, ki se v Sloveniji obnavlja, rekel vsakoletno z rusko kapelico, ki se vleče iz Lenin, Stalin, Tito parol nam tukaj le naprej vsta čas, ki se vleče skozi neko to panslovansko prijateljstvo in verjetno tudi nekaj zavidanja je v teh krogih, da vendarle ti oligarhi, socialistični oligarhi oziroma oligarhi, ki so spajdašeni z oblastjo, imajo v Rusiji vendarle še dosti bolj proste roke in še boljše pogoje za poslovanje kot v Sloveniji. Tukaj je ta ironičen, recimo, slogan stranke Levica, ne, ki so šli v kampanjo z sloganom varnost, ne, potem so ga obrazložili, da varnost je blaginja, ampak to je spet, bom rekel, ta prevara, ki si jo lahko privoščiš ob površnih volivcih in ob uslužnih medijih. Ne. Svoboda na vseh točkah krši svobodo. Resnica laže, ko pes teče. Ne. In Levica, da pride z idejo varnost, delajo pa pravzaprav povsem nasprotno temu, kar bi Evropo naredilo varno. Oni so ta blaginja. Ampak slišijo se pa vse te besede lepo, svoboda, kdo ni za svobodo, resnica, kdo ni za resnico, varnost, kdo ni za varnost. Varnost je blaginja, ne? Ampak tudi Buča je bila ena najbolj perspektivnih občin v Ukrajini, ne? Pa Donetsk je bil eno najbolj perspektivnih oziroma najbolj industrijsko razvitih mest, ne? Pa smo videli, kako je ta varnost je blaginja to v Ukrajini razkrinkala. Ne? Varnost v svetu še vedno. Nekdo misli, to je bilo včasih so bile vojne, včasih so bili spori, včasih je delovala pravzaprav so se bali samo fizične moči. To žal še vedno velja, žal je svet tak, žal je okrog nas, okrog Evrope džungla, kot je rekel Borel. In če si pred tem zatiskamo oči, tako kot otrok, ki vidi nekaj, kar noče videti, ne, pa misli, da to zgine. Ne izgine, še vedno je tam. In do nekega streznenja v Bruslu mora priti in do koncentracije tega, da se Bruselj ukvarja z temami, ki so vitalne in ne s temami, ki so take lušne prostočasne aktivnosti, kot so tudi ta zakonodaja o medijih, pa o umetni inteligenci, pa o zamaških na steklenicah. Zdaj, če smo pogledali nekakšne ključne teme, ki bi morale biti, pa niso zares krojile, zanimivo je, kaj pa je krojilo. Ne? Skozi kampanjo so se ves čas odpirale neke teme, ki niso imeli praktično z Evropsko unijo nobene veze od recimo te kampanje Nike Kovač glede splava, ne? Pa potem referendumov, ki so povsem nepovezani, ne? Ki so jih dodali zraven evropskim volitvam, eutanazija, konoplja, ne? Preferenčni glas, da ne govorimo zdaj o
o priznanju Gaze. Ne? Tej vladi gre od začetka praktično vse narobe. Oziroma edino, kar so bili sposobni narediti, je, da so črtali, da so razveljavili, da so glasovali za razveljavljanje nekih ukrepov, ki jih je sprejela Janševa vlada, od katerih je bilo 90% odličnih oziroma koristnih, da so naredili kadrovske čistke po RTV-ju in vseh podsistemih, kjer ima kakršnokoli besedo vlada, da so to naredili grobo, da so kršili demokratične postulate oziroma kršili, objektivno kršili pravila, zakone, kot so bili zapisani. Naredili, da bi pa sami kaj naredili, postavili, predlagali, bodi si na zakonodajnem področju, bodi si na investicijskem področju, niso pa pravzaprav nič. Tisto, kar se v Sloveniji dogaja, je bilo začeto pod prejšnjimi vladami, se pravi drugi tir, tretja os. Ves ostanek drugega ni bilo. Skratka, stvari so šle v zelo, zelo napačno smer. In če bi bila debata o evropskih volitvah normalna, bi ljudje glasovali nekako v smislu, teh nesposobnežev pa ne bomo še v Evropo pošiljali. In so celo pomlad ali pa tam nekje od februarja naprej poskušali ugotoviti, kaj bi pa vrgli v ta prostor, da se, kako bi rekel, da se ljudje razbežijo, da se ta tok, ki je šel v napačno smer za to vlado, nekam preusmeri oziroma da nastane nek kaos, iz česar se lahko sestavi pa za njih nekaj manj slabega, kot jim je kazalo. In so poskušali z vsem mogočim. So poslali Niko Kovač delati debato o splavu, ki ni evropska tema, ki v zvezi z zdravstvom nima Evropa praktično nobenih pristojnosti, to so nacionalne politike držav članic. So vrgli potem v miks teh evropskih volitev evtanazijo, pa so poskušali mlade dobiti in so upali, da bo tukaj nastala neka žgoča razprava. So vrgli zraven travo, so potem v bistvu cela propagandna kampanja, vsak večer smo gledali posnetke iz Gaze, smo gledali, bom rekel, Hamasovo ali pa palestinsko resnico, palestinski pogled na stvari, kaj se tam dogaja. Ob tem so agencije za merjenje javnega mnenja merile, kaj bi pa utegnilo zagrabiti, kjera bi bila pa tista tema, o kateri bi lahko našli neko večino volivcev, zagretih volivcev, ki jih je več kot in bi glasovali in bi se mi postavili na tisto stran in bi glasovali za nas. In to jim je potem po številnih poskusih uspelo. Prednost, ki jo ima levica v slovenskem prostoru, je ta, da pravzaprav lahko diktira teme. Na nacionalnih volitvah je to nekaj manj izrazito, ker je vendarle tema, kdo bo pa v Sloveniji vladal naslednja 4 leta. Pri evropskih volitvah je pravzaprav težko reči, kaj bo pa tema. Smo precej bolj svobodni glede tega in skozi svojo medijsko mašinerijo oni lahko neko temo usilijo, naredijo neko temo za dominantno temo evropskih volitev in po številnih poskusih se jim je nekako sestavilo, da je pa morda Palestina, Gaza, ta vojna na Bližnjem vzhodu, tisto, kar bi njim prinašalo glasove in so šli kot buldožer v to smer. Konec koncev v torek prekršili ustavna načela oziroma demokratična načela, po katerih ta parlament funkcionira in to ne, torej črko zakona so, črko poslovnika so eklatantno prekršili v ta namen. In se mi zdi, da druga stran je dolgo časa zdržala v smislu, čakajte, vse to ni tema, vse to ni tema, dajmo mi govoriti o tistem, kar je za evropske volitve pomembno, kakšno Evropo hočemo, v katero smer želimo, da gre Evropa, ali želite to vlado nagraditi z evropskimi poslanci, ker je doma tako uspešna, bo verjetno tudi na evropskem parketu tako uspešna. Potem pa to preprosto ni bilo več mogoče. Če se v državi govori o zadevi A, potem moraš o tej zadevi A povedati nekaj tudi ti. In jim je treba čestitati, da so uspeli izgubljeno bitko
kar dobro rešiti. Zdaj, ena stvar, ki so jo pa uspeli dokaj dobro potuhniti, ne, je pa to razkritje, ki ga je razkril pred dnevi Klemen Grošelj, ne, da je imel Aleksandar Vučić pravzaprav vpliv na sestavo liste največje vladne stranke Gibanje Svoboda, pravzaprav da je on tudi takrat odletel na neko predzadnje mesto, ne, kot kazensko, ker ga naj bi Vučić tja poslal. Ne, takšna afera pravzaprav bi morala zvoniti, ne, alarmi, da nam pravzaprav neka tuja država diktira kandidatno listo, še posebej, če gre za nekega voditelja, ki ga sicer tradicionalno uvrščamo med, lahko rečemo temu, pol demokratične sisteme, ne, ali pa je vsaj nekoliko problematičen z tega demokratičnega vidika. Ne. Ja, pazite, ne, najprej je kolikor bliže smo bili volitvam, bolje iz medijev izginjalo vse tisto, kar tej vladi ne gre. Ne. Bolj so izginjali vice o tem, da nam zdravniki stavkajo že ne vem koliko časa, mesece, ne. Da sodniki vsake toliko časa stavkajo oziroma tehnično stavkajo, ne, da upravne enote stavkajo, da se šolstvo pripravlja na stavko, da nihče z ničemer pravzaprav ni zadovoljen. To je vse zginilo, ne, in so nam bile vsiljene neke druge teme. O takih temah, kar ste vi zdaj omenili, ki kažejo na to, da se Slovenija pogreza dobesedno v en tak fašističen režim, kjer zakoni ne veljajo, kjer pravilniki ne veljajo, kjer poslovniki ne veljajo, kjer, bom rekel, z grobo močjo pritiskaš na medije, z grobo močjo pritiskaš na poslance, ne, da nekomu rečeš, da ti malo premisli, kako se boš odločil, se imaš ženo pa otroke. Ne, tukaj smo mi. Ne, ali pa piše 30 dni, ne, piše vsaj 30 dni, rečejo, ne, to pomeni največ 30 dni. Ne. Tukaj smo. Ne. Torej, oblast nima nobenih zavor, ne drži se pravil. Pravila so v demokracijah narejena zato, da ščitijo šibkejšega, da ščitijo opozicijo, da ščiti tistega, ki je na drugi strani. Tega ni. Modus operandi je strašljiv. Ne. In če volivci tega ne razumejo, če volivci ne bodo na to reagirali, potem Bog pomagaj, potem se ne spraševati, ko bodo čez nekaj mesecev zdaj na Jadranu, ali pa ko bodo čez leta hodili po vzhodni Evropi in gledali tam steklene nebotičnike, moderne hotele, urejena mesta, bogate ljudi, ko bodo gledali bogate Čehe na Hrvaškem morju, ki se jih naša generacija spomni, kako so imeli s seboj tako rekoč hrano v prtljažnikih, ne, kako se jim je standard popravil. Težava je, da se nič šokantnega ne zgodi, samo počasi nam gre na slabše oziroma nam ne gre na boljše tako hitro, kot gre drugim. Zato, ker imamo oblast, ki se ne ukvarja z tem, da bi šlo ljudem boljše, tudi ljudje ne glasujejo za tako oblast, da bi jim šlo boljše, ampak glasujejo za oblast, ki zna lepše obljubljati. In pregovor pravi, ne, nikoli ti ne morem toliko dati, nikoli ti ne more on toliko dati, kot jaz lahko obljubim. Ne. In Golob funkcionira po načelu, če boš priden, ne, ti bom pa jaz nekaj obljubil. In potem, ko tega ne bo izpolnil, bo obljubil nekaj več. In ljudje to kupujejo. Pač vsako ljudstvo ima tako oblast, kot si jo zasluži. Mnogi, ki s tem niso zadovoljni, glasujejo z nogami. Štajerska, ne, tretjina, ne vem, pač tam je standard ljudi odvisen od tega, da hodijo delati v Avstrijo. Vsa tista podjetja, ki so v Avstriji, bi lahko bila v Sloveniji, če bi bilo podjetniško okolje tukaj tako, ki bi bilo za podjetnike prijazno. Pa ni. Ne. Zakaj ni? Zato, da je okolje, gospodarsko okolje bolj prijazno raznim polmafijskim bosom in raznemu polmafijskemu gospodarstvu. In ja, ne, mene nič ne čudi to prijateljstvo z Vučićem, ker v Srbiji imajo nek podoben način vladanja. Ne.
Srbija ima velike probleme z demokracijo, ima velike probleme s tem, koliko tam lahko opozicija opravlja neko kontrolno nadzorno vlogo, kakšne možnosti ima osvojiti oblast. In te vzorce smo prevzeli. So prevzeli. Bova takoj nadaljevala, samo še najprej nekaj oglasnih sporočil. Sem Aleš Štrancar, podjetnik za evropske volitve, podpiram Petra Gregorčiča, po mojem najboljšega kandidata, da predstavlja Slovenijo, se bori za slovenske interese v Evropskem parlamentu. Gre za človeka, ki odloča na podlagi argumentov, na podlagi številk, na podlagi dejstev, ne na podlagi nekih ideologij. Verjamem, da nas bo dobro zastopal v Evropskem parlamentu. Podpora tako uspešnega podjetnika, kot je dr. Aleš Štrancar, mi izjemno veliko pomeni in sem mu zanjo iskreno hvaležen. To zaupanje bom, če me boste tja izvolili v Evropskem parlamentu, pravičil s trdim delom. Kot evropski poslanec se bom zavzemal za blaginjo vseh nas. Da bi jo dosegli, moramo ustvarjati pogoje, ki bodo omogočali konkurenčnost naših podjetij in vztrajati pri vrednotah, na katerih je utemeljena Evropa. Dobrodošli nazaj, še vedno smo v Odmevu tedna, z menoj pa dr. Žiga Turk. Zanimivo, mogoče se vrnemo nazaj na slovenske razmere. Na desnici smo bili zadnjih dvoje volitev vajeni povezovanja strank, ki so recimo del evropske družine, Evropske ljudske stranke. Letos pa so vse tri stranke šle samostojno s svojimi listami. Kako razumete recimo to solo akcijo vsake izmed njih, oziroma da so se na volitve podale samostojno? Je to drobljenje, je to recimo neka priložnost, da vsaka od njih dobi poslanca? No, na zadnjih volitvah smo imeli dve EPP listi, Ljudska stranka plus SDS skupaj pa Nova Slovenija samostojno, letos imamo tri. Z vidika števila poslancev v Evropski parlament je to verjetno škodljivo. Tukaj bi se znalo zgoditi, da bi matematika pokazala, da če bi šle recimo SLS pa Nova Slovenija na skupno listo, da bi dobili lahko kakšnega poslanca več, lahko manj, ne vemo, ker je ta matematika razmeroma občutljiva na število glasov. Za neko pozicioniranje strank v Sloveniji, tukaj govorimo o poslancu več ali manj v Evropskem parlamentu med 700 in tolikimi poslanci. Za pozicioniranje tukaj v Sloveniji oziroma za neko razvoj desnih ali pa desnosredinskih ali sredinskih strank v Sloveniji pa to ni nujno slabo, ker vendarle nastaja nekaj novega. Tisto, glede česar smo lahko samokritični, je, da desna sredina na teh volitvah pravzaprav ni ponudila nič novega, ni ponudila nekoga, za kogar bi neki razočarani Golobovi volivci rekli, no bom pa glasoval za tega. Njihova alternativa so Prebeliči in Grošlje in podobni. Izjemo je morda Peter Gregorčič in videli bomo, kakšen bo tukaj uspeh. On je bil glede številnih vprašanj zelo na sredini oziroma zelo na nekih pozicijah, ki bi morale tem volivcem ustrezati. Bomo pa videli, koliko bo kaznovan, ker je pač bil dostikrat na požar reportov oziroma ker je iz Slovenske ljudske stranke. Ampak tisto, kar ta desni pol v Sloveniji potrebuje, je nekoga, ki bi lahko nagovoril urbane volivce. To manjka. Tudi volilni sistem je pravzaprav tak, da spodbuja desnosredinske stranke k temu, da volivci prihajajo iz obrobij, iz ruralnih območij. Težko je biti, če si desnosredinski izvoljen v mestu, oziroma skoraj nemogoče. Je pa tukaj veliko volivcev. Tukaj so tudi neko vplivni volivci, ljudje, ki pišejo, ljudje, ki učijo v šolah. In na tej točki se mi zdi, da bi desna sredina morala delati na mestih. Je recimo ta strategija Nove Slovenije, potem, ki je šla
že malo po začetku mandata neko samostojno pot in se zdaj pravzaprav meri, ne, na teh volitvah evropskih, pravzaprav bo to lahko rečemo, prvo merjenje vmesnega časa, ne, ali je ta strategija recimo lahko dolgoročno uspešna, kako ocenjujete pa to pozicijo Nove Slovenije recimo? Nova Slovenija se mi zdi, da potem, ko se je vrnila v parlament, ne uspe narediti nekega preboja. Je na nekih, obsojena na neke procente in te procente lahko poveča, po mojem mnenju, na dva načina. Ne. En način je, da nagovori več volivcev SDS-a, skratka, da postane konkurenčno v retoriki in v stališčih, ki jih brani SDS, in tukaj je pravzaprav težko biti boljši od Janeza Janše. Druga možnost je odpiranje proti sredini oziroma proti podjetnikom. Tukaj je pa prostor tudi razmeroma zaprt, ker vsakič, ko bi kazalo, da bi lahko Nova Slovenija pridobila neke volivce, ki sicer glasujejo za svobodo, za nove obraze in tako naprej, jih spomnijo, da to ni samo Nova Slovenija, ampak da je to tudi krščansko ljudska stranka in to agitpropovsko sovraštvo do krščanstva ima svojo moč. Ne? In potem ti ljudje rečejo, bomo pa rajši nekoga drugega. Tudi veliko javnomnenjskih potez, ki jih Nova Slovenija vleče, je takih, da poskušajo nagovarjati nekega sredinskega ali pa še celo levega volivca. Ne, in ta volivec potem reče, no saj te pa niso tako grozni kot SDS, ne, ampak še vseeno so potem od tega volivca neka tretja, četrta najbolj priljubljena stranka. Ne govorijo pa nekoga, ki bi bil, da bi pridobil njihove glasove. Tako da se bojim, da tudi jaz mislim, da bi bilo nemoralno, neetično, da bi se oni zdaj pa zato, da bomo pa več volivcev dobili, se bomo pa krščanstvu odpovedali. Ne. Je pa tukaj prostor težaven. No. Tako da zdaj Slovenska ljudska stranka, če se bo uspela izviti iz tega kmečkega značaja, ki je pa vendar za slovenskega volivca manj problematičen kot krščanski značaj, ne, bi lahko tukaj naredila, ampak še vedno imam občutek, da za nek uspeh leta 2026 na volitvah bi taka stranka, ki bi štartala na razočarane volivce sedanje opcije, morala biti najmočnejša na desni strani. Pa to je to mogoče, recimo, mislim, v tem medijskem svetu, oziroma kaj recimo pravzaprav tukaj preostane, recimo tem desnim strankam oziroma novim? Ne vem, če je mogoče, ampak vidimo, da obstoječa taktika v bistvu ne funkcionira. Torej, nova strategija je potrebna nekako. Tudi treba je pač, če nekaj ne funkcionira, je treba nekaj dodati, je treba nekaj začeti delati drugače. No, pa je ta poskus recimo Nove Slovenije, ki je zdaj šla nekoliko drugače, kot smo bili vajeni prej, je šlo v to v pravo smer? Ni šlo? Recimo zdaj v zadnjem letu in pol nekje. Jaz nimam občutka, da ankete kažejo, da so volivci to nagradili, da so volivci to opazili. Jaz se bojim, da so več nekih zavednih desnih volivcev izgubili, kot so jih pridobili na sredini, kar me žalosti, kar je krivično, ker njihov, bom rekel, krščanski značaj ne zahteva nič takega, ne predvideva nobenih takih ukrepov, ki bi komurkoli od teh volivcev karkoli slabega naredili. Ne. Na hitro še dve zadevi, in sicer referendumi, ki jih imamo. Pravzaprav imamo tako zanimivo situacijo, se mi zdi, da volivci niti ne vemo točno, o čem odločamo. Če recimo pri evtanaziji imamo nek zakon, ki je spisan, za katerega tudi pravijo njegovi predlagatelji, da lahko je dan po referendumu, da ga bodo znova vložili, če bo referendum potrjen, ki je izjemno problematičen sicer iz različnih vidikov, ampak na področju konoplje, na področju preferenčnega glasu pravzaprav mi niti ne vemo,
kakšna rešitev bi bila, če glasujemo recimo v tem primeru za, ne? Zakaj bomo sploh glasovali? Je vam jasno? Ne, to je čudovito izhodišče za predlagatelje teh referendumov oziroma za vlado. Ne. Ti referendumi so posvetovalni. Ne. Torej, vlada še vedno lahko naredi, kar hoče. Ti referendumi nimajo dobro zastavljenih vprašanj oziroma nimamo zakona, o katerem glasujemo. Ne. In bi rekli, ja, ta tekst nam je všeč, ta tekst nam ni všeč. Če bodo ljudje neko rešitev podprli, potem bo vlada karkoli se ji zdi napisala v zakon, karkoli, bi rekla, saj ljudje so na referendumu bili za. Imajo tako rekoč odprte karte za vse. Tako da tudi to so zvito naredili. Pa pričakujete, da bodo ljudje nasedli? Kolikor spremljam, jih bo prekleto veliko nasedlo. Morda za konec še ena stvar, namreč pred tedni smo spremljali pogovor Denisa Avdića in Tine Gaber, ne, ko sta on je iz studija, ne, iz jutranjega programa poklical Tino Gaber, češ Tina, ne, a bi ti lahko svojemu, se pravi premijeju Robertu Golobu, ne, rekla zvečer, da naj nekaj naredi pri helikopterjih, ne, Tina je potem celo Goloba dala na telefon, se je potem on tam nekaj minut pogovarjal, ne, in zdaj 2 tedna približno kasneje, ne, kar naenkrat nenadoma vlada oznani, bomo kupovali helikopterje. Kakšen signal je to? Je to zdaj signal, da pravzaprav, če želiš v tej državi nekaj doseči, pokliči Tino Gaber, ali kakšen signal je to? Včeraj je bilo na poročilih TV Slovenija ena zgodba o tem, kako je nekdo eni gospe obljubljal, da ji bo poslal $500,000 evrov, če mu ona nakaže 20,000 evrov. Ne. In gospa je to menda nakazala, je bila pa tik pred tem, da to bo nakazala in nekaj podobnega se zdaj dogaja. Ne. Če boste vi nam nakazali toliko in toliko glasov, vam bomo dali mi vam milijardo za stanovanja. Ne. Tista gospa seveda tistega $500,000 nikoli ne bo videla in ta milijarda za stanovanje je približno tam, kjer je happy end za sodnike in še nekaj drugih zadev. Ja, tudi helikopterji so bili zdaj obljubljeni 2 dni pred evropskimi volitvami in še cel kup drugega. Zdaj, da ne bo pomote, ne, jaz mislim, da Slovenija te helikopterje potrebuje, da mi rabimo ob takih cestah, kjer z rešilcem zlepa ne prideš nikamor, da ne govorimo o običajnih voznikih, da je to fajn. Ne? In fino, da je to Tina Gaber rekla Golobu, da je zrihte helikopterje in da jih bo on zrihtal. Težava je, da seveda Slovenija ne potrebuje samo 2 helikopterjev, ampak potrebujemo zilijon stvari, ki jih bi mogla vlada urediti, pa ne bo noben poklical Tine Gaber in jih Robert Golob ne bo naredil. To je težava, da se politika ne more delati na tak način. In ljudje, kot da tega ne bi razumeli, kot da bodo zdaj vsi veseli, da jim bo Golob spet nekaj obljubil. In bodo šli na volitve in bodo obkrožali tam neka imena, ki ne ločijo med Winstonom in Churchillom, če se mečkam pohecam. No, lahko pri tem tudi morda tokrat zaključiva, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste vztrajali z nami do konca. Naj vam tudi ta pogovor pomaga pri pametni odločitvi v nedeljo na volitvah in na referendumih, kar nekaj odločitev je pred nami. Odmev tedna ostaja z vami tudi prihodnji teden, ko se vrnemo s svežim pregledom tedenskega dogajanja. Do takrat pa spremljajte sproti tudi dogajanje na portalu domovina.je in v tedniku Domovina. Pa lep pozdrav in nasvidenje.